Pred izbiro študija in pred izbiro bodočega poklica se nam porajajo določena vprašanja. Kaj me zanima, kaj bi v življenju rad počel, s čim bi rad delal? Nadalje me skrbi, kako bo s študijem, ga bom zmogel, bo zanimiv. Skrbi nas tudi, ali bo družba po končanem študiju, ko bomo doštudirali v 3 do 5 letih, kadre z našo izobrazbo sploh še potrebovala in če bomo za to dobili službo. Kakšen je pravzaprav poklic agronoma? S čim se agronomija ukvarja? Odgovor na ti vprašanji pred desetletji bi bil dokaj preprost. Takrat seveda je bila misija pridelati čim več hrane rastlinskega izvora. S časoma seveda je poleg količine postajala pomembna tudi kakovost in pa seveda tudi ekonomičnost. Danes je pogled na poklic agronoma mnogo širši. Seveda še vedno gre za to, da pridelamo čim več kakovostne hrane rastlinskega izvora, vendar mora agronomija ostati do okolja prijazna. Skratka, čim manj uporabe kemičnih sredstev, čim manj uporabe škodljivih fosilnih goriv, seveda, da to nadomestimo, potrebujemo pa nove tehnologije in predvsem znanje. Poleg tega seveda moramo z znanjem poskrbeti, da tla, vreme, podnebje postanejo naši zavezniki, skratka, da jih izkoristimo za optimalno rastlinsko pridelavo. S tem pa se izzivi za agronome še ne končajo. Izjemno pomemben vidik agronomije je tudi skrb za prostor, upravljanje prostora, predvsem kmetijske krajine, ohranjanje lepote Slovenije, če hočete, in pa seveda ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki je v Sloveniji nadpovprečna. Agronomija je znanost o kmetijski pridelavi, o pridelavi rastlin za hrano, za krmo, za energijo, za zdravila, za vlakna. Rastline, predvsem kmetijske, so tista fokusna točka tega študija agronomije in z rastlinami se spoznavate na kar nekaj ravneh. Spoznavate vrste rastlin posamezne, kot taksonomske enote, spoznavate zgradbo, notranjo zgradbo rastlin, spoznavate notranje delovanje rastlin, vplive okolja na delovanje rastlin, spoznavate genetske osnove, ki so potem pomembne pri predmetih, kot so žlahtnjenje rastlin, biotehnologija in podobno. Skoraj vsa rastlinska pridelava se vrši na oziroma v tleh, zato je razumevanje značilnosti tal, predvsem njihove kemijske, biološke, fizikalne lastnosti, možnosti izboljšave tal in pa seveda tudi varovanje tal pred degradacijo, ki jo na eni strani lahko proizvaja kmetijska dejavnost, na drugi pa tudi druge dejavnosti, kot je na primer pozidava. Sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo so zelo pomembne panoge v kmetijski proizvodnji. Za geografsko lego, ki jo ima Slovenija, je moč pridelovati številčne sorte in vrste sadnih rastlin, ki jih poznamo. S tehnologijami, ki jih uvajamo v zadnjih letih, pa lahko dosegamo tudi izjemno visoko donosnost tega pridelovanja. Izjemno veliko priložnost ponuja vrtnarstvo, kjer je samooskrbna trenutno le 40% in kjer lahko v največji meri ustvarimo optimalne pogoje za rastline z uporabo zavarovanih prostorov, kjer lahko ustvarjamo klimatske pogoje, ki so lahko precej drugačni kot pridelovalni na prostem. Ravno neodvisnost od okolja in uporaba najsodobnejše tehnologije brez stalne pridelave, torej hidroponike, daje možnost kmetijske proizvode tudi na degradiranih tleh, kjer kmetijske panoge niso primerne. V sklopu vrtnarstva ne smemo pozabiti na delo okrasnih rastlin in znanj povezanih z njim, ki v veliki meri lahko vplivata na podobo ožje kot tudi širše okolice, v kateri živimo. Pri pridelovanju hrane je vedno bolj v ospredju tudi vidik kakovosti. Zato v različnih metodah ekstrakcije poizkušamo določiti čim bolj natančno vsebnost bioaktivnih snovi, ki jih vsebujejo plodovi. S tehnologijami, ki jih izvajamo tekom rastne sezone,
spremljamo vpliv, kako spremenimo vsebnost bioaktivnih snovi. Tako radi se pohvalimo z najbolj kakovostnimi in kulinaričnimi proizvodi, ki jih proizvaja kmetijstvo, hkrati pa ustvarjamo produkte najvišje kakovosti za pridelovalno industrijo in tudi farmacijo. Agronomija je inženirski poklic, zato poleg prej predstavljenih znanj neobhodno potrebuje tudi bazična naravoslovna znanja. Vse to pa je predpogoj za jedro študija, ki ga predstavljajo predvsem tehnološke vsebine. Poljedelstvo in sorodna področja se ukvarjajo s širokim spektrom tem, ki se nanašajo predvsem na tehnologijo pridelave rastlin za hrano in krmo. Ta pridelava je danes osredotočena ne samo na doseganje dobrih pridelkov visoke kakovosti in na ekonomičnost proizvodnje, ampak tudi na izkoriščanje naravnih potencialov agroekosistemov, kar pomeni, da poznamo delovanje prostora, kjer gojimo rastline in da izbiramo ustrezne kulture za pridelavo, na primer kot so alternativne poljščine. Pomemben vidik prihodnosti je omejevanje vnosa mineralnih gnojil na naša polja, kjer nam lahko pomaga narava sama s svojimi prilagoditvami, kjer se različni organizmi povežejo in med seboj sodelujejo na različnih ravneh. Za okolje skrbimo tudi s preudarnim ravnanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi, še boljši način pa je biotično varstvo. Vse rastline na polju pa niso zaželene in z inovativnimi pristopi je mogoče rešiti tudi take težave. S kmetijskimi tehnologijami vplivamo tudi na krajino in na vse ekosistemske storitve, ki nam jih nudi prostor. Če želimo tehnologije uporabljati z namenom vpeljevanja trajnostnega upravljanja, pa moramo dobro poznati njihove učinke, delovanje rastlin na procesni ravni in interakcije z dejavniki okolja. Izbrati poklic agronoma pomeni odločiti se za širok in multidisciplinaren pogled na svet. Pomeni iskanje rešitev za velike probleme današnjega časa, tako okoljske kot družbene, pa ne gre za podhranjenost, podnebne spremembe, ohranjanje tal in ohranjanje raznoživosti. Prava izbira.